Iz življenja vesoljne cerkve. Papež ostaja na okrevanju v bolnišnici, verniki po vsem svetu molijo za njegovo zdravje. Sestra Rafaela Petrini, nova predsednica Vatikanskega governatorata. Kdaj bi lahko videli sadove 3-letne sinodalne poti? Papež z bolniške postelje umetnikom. Vaš dar ustvarjanja ni naključje, ampak poklicanost. Verske skupnosti ostro obsodile napad islamista v Beljaku. Dober dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Stanje svetega očeta je še vedno kritično, so sinoči pojasnili na tiskovnem uradu svetega sedeža. Včeraj zjutraj je doživel dolgotrajno astmatično dihalno krizo, ki je zahtevala uporabo kisika z visokim pretokom. Krvne slike so pokazale tudi zmanjšano število trombocitov in anemijo, zaradi česar so papežu dali transfuzijo krvi. Sicer pa je sveti oče še naprej buden, dan je preživel v fotelju, čeprav je imel večje bolečine kot v petek. Napovedi o poteku njegove bolezni so zato še negotove. Zdravnika dr. Sergio Alfieri in dr. Luigi Carbone, ki skrbita za potek papeževega zdravljenja, sta na petkovi tiskovni konferenci pojasnila, da bo po njunem mnenju papež v bolnišnici vsaj še ves naslednji teden. Če ga bodo poslali domov v dom svete Marte, bo spet začel delati kot prej, je pojasnil Alfieri. Po njegovih besedah papež ve, da je njegovo stanje resno, saj se bori s pljučnico, njegovo življenje pa za zdaj ni ogroženo. Alfieri drugih podrobnosti glede zdravljenja ni razkril, je pa dejal, da je pomembno to, da se njegovo stanje izboljšuje. Zdravnika sta v petek pojasnila tudi, da ima papež kronično bolezen bronhiektazijo in astmatični bronhitis, ki lahko izbruhne kadarkoli. Ker je tudi v visoki starosti, je po definiciji že krhek bolnik. Poleg zdravil, ki so mu jih dajali v prvih dneh bivanja v bolnišnici, so morali dodati še kortizon, ki pa znižuje imunost in zvišuje krvni sladkor, kar je dobro gojišče za okužbe. Večkrat mu tudi zmanjka sape, kar ni prijeten občutek. Vendar pa je zdravnik Alfieri pojasnil, da papež ostaja dobre volje in ohranja veliko ljubezen do cerkve, kar ga žene k temu, da se ne ustavlja pri svojem delu. Na novinarsko vprašanje, ali bi lahko takšno stanje privedlo tudi do sepse, sta zdravnika pojasnila, da se tega bojijo, saj bi se z njegovimi leti in dihalnimi težavami težko dobro izšlo. Povejmo še, da današnje opoldanske molitve sveti oče ne bo vodil, bodo pa preko medijev objavili njegov pripravljeni nagovor. Ta konec tedna v Rimu poteka jubilejno srečanje stalnih diakonov in njihovih družin. O njihovih vtisih bomo poročali v oddaji prihodnji teden. Prejšnji konec tedna pa je bilo svetoletno srečanje za vse zaposlene v kulturi. Nedeljsko svetomašo v baziliki svetega Petra je zaradi odsotnosti papeža Frančiška daroval prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal José Tolentino de Mendonça. Kardinal je po evangeliju prebral homilijo papeža Frančiška, pripravljeno za to priložnost. Ob koncu maše so zbranim posredovali še sporočilo, ki ga je papež pripravil za opoldansko molitev. Tone Gorjub. Papež je svoj nagovor oprl na evangeliju o blagrih, ki postavlja na glavo logiko sveta. Učijo nas, da tudi na pomanjkanje, bolečino, nemoč in trpljenje gledamo z logiko Božjega kraljestva. Tam pa velja: blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Vi, umetniki in ljudje kulture, ste poklicani biti priče revolucionarne vizije blagrov. Vaše poslanstvo ni samo ustvarjati lepoto, ampak razkrivati resnico, dobroto in lepoto. Poklicani ste, da dajete glas tistim, ki ga nimajo, da spreminjate bolečino v upanje, je prebral kardinal papeževe misli. Papež vidi v umetnikih varuhe lepote, ki se znajo skloniti nad rane sveta, ki znajo poslušati krike ubogih, trpečih, ranjenih, jetnikov, zaprtih, preganjanih beguncev. Kot opozarja, živimo v času, v katerem se dvigajo novi zidovi,
v katerih razlike postajajo opravičilo za delitve, namesto da bi bile priložnost za medsebojno obogatitev. Papež nadaljuje: A vi, možje in žene kulture, ste poklicani, da gradite mostove, da ustvarjate prostore srečanja in dialoga, da razsvetljujete človekovega duha in ogrevate srca. Svoje razmišljanje, ki ga je prebral kardinal, pa je sklenil z besedami: Lasciatevi guidare dal Vangelo delle Beatitudini. Pustite se voditi evangeliju blagrov in vaša umetnost bo oznanilo novega sveta. Vaša poezija naj nam ga pokaže. Nikoli ne nehajte iskati, spraševati, tvegati. Prava umetnost namreč nikoli ni udobna. Ponuja mir nemira. In ne pozabite, upanje ni utvara, lepota ni utopija. Vaš dar ni naključje, ampak je klic. Odgovorite velikodušno, strastno in z ljubeznijo. Pred koncem slovesnosti so zbrani znova prisluhnili papeževemu sporočilu, ki ga običajno pove pri opoldanski molitvi. V njem je pozdravil vse, ki so se zbrali na jubilejnem romanju umetnikov. Kot pravi, bi bil rad z njimi, a je zaradi težav z bronhitisom v bolnišnici. Kot že tolikokrat doslej je povabil k molitvi za mir v Ukrajini, Palestini, v Izraelu, na Bližnjem vzhodu, v Mjanmaru, Kivuju in v Sudanu. Zahvalil se je vsem za molitve in dobre želje, zahvalil se je zdravniškemu osebju, ki skrbi zanj, in povabil k molitvi za vse, ki delajo v bolnišnicah. Sklenil pa je s prošnjo k Mariji, da bi kot ona postali pevci in ustvarjalci lepote, ki rešuje svet. Sveti oče je še eno žensko imenoval na vodilni položaj v Vatikanu. Sestra Rafaela Petrini bo postala predsednica papeške komisije za mestno državo Vatikan in predsednica governatorata. Službo bo nastopila s 1. marcem. Več Petra Stopar. 56-letna Italijanka, sestra Rafaela Petrini, pripada redovni skupnosti frančiškanskih sester Evharistije. Diplomirala je iz političnih ved in doktorirala na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega. Med drugim je delala na Kongregaciji za evangelizacijo narodov. Od leta 2021 je bila generalna tajnica governatorata. Na vodstvenem položaju bo nasledila kardinala Fernanda Verghesa Alzago, ki bo 1. marca dopolnil 80 let. Governatorat je odgovoren za različne vidike upravljanja mesta Vatikan, vključno z varnostjo, infrastrukturo in kulturno dediščino. Spomnimo, da je papež Frančišek že 6. januarja prvič na čelo enega najvišjih uradov rimske kurije imenoval žensko. Italijanska redovnica, sestra Simona Brambila, bo vodila dikasterij za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Ta je pristojen za približno 700 000 posvečenih moških in žensk, ki pripadajo različnim redovnim skupnostim po vsem svetu. Napad z nožem strani sirskega islamista, v katerem je življenje izgubil 14-letni fant, je obsodil tudi krški škof Jože Markec.